Možganski labirint je z nami že kar nekaj sezon in je priljubljena rubrika. Kot veste, se v njem pokažejo fizična spretnost, sodelovanje v ekipi in še kaj. Pa vas zanima, kako so se ga lotile prve ekipe. Poglejmo tale posnetek. Sklon se, tam, ko imaš desno nogo. Tam, ja. To, ja. Tam, ja. Ok. Ekipi, kaj ste opazili? Ni žogic. Da ni preprek. Ni žogic, ni preprek. Kaj pa tekmovalci, kako so bili v labirintu? Ste opazili? Niso bili na vseh štirih. Ja, tako, čepeli so. Najprej so v labirintu stali in hodili, pa se potem sklanjali, no potem pa se je ena ekipa spomnila, da bo lažje, če grejo že takoj na vse štiri. In igra za labirint nikoli ni bila več takšna kot na začetku. In zdaj, glede na to, kar smo videli, vas vprašam naslednje vprašanje. Čemu smo bili priča v trenutku, ko je šel v labirint prvi tekmovalec oziroma tekmovalka na vse štiri? A. Kolumbovemu jajcu, B. Darwinovemu ptiču, C. Arhimedovemu vijaku ali D. Platonovi votlini. Kaj? Kaj pa to je odkritje, a ni? Kateri izraz bi torej Darwinov ptič opisal To je evolucija. ta naš preblisk v labirintu? Rumeni pravite Kolumbovemu jajcu, medtem ko vijoličasti Platonovi votlini. Ja, gre za frazen, ki označuje preprosto in domiselno rešitev na videz nerešljivega problema. Vendar zakaj? Za vsem skupaj je stara zgodba, ki morda drži, morda pa tudi ne, ni tako pomembno. Krištof Kolumb je na neki zabavi slišal pripombo, da odkritje Amerike pač ni bila neka posebno težka stvar. In namesto, da bi se pričkal, je Kolumb dal kritikom v roke jajce. In jim je rekel, naj poskusijo, da bo jajce torej stalo. In nikomur seveda ni uspelo, pa je pristopil Kolumb in jajce narahlo udaril ob mizo in jajce je stalo. Ko so se na to vsi pritožili, češ, to bi tudi mi lahko storili, pa je Kolumb odvrnil, ja, vi bi to lahko storili, storil sem pa jaz. In zato je pravilni odgovor A, ki je 5 točk prinesel osnovni šoli Oskarja Kovačiča.